Emilija je bila tole in seveda velik svet. Ura je minutka oziroma skoraj 2 minutki čez 9:30 in z vami sem seveda Šuši na Radio Fantasy, ker pa ni Jankota, seveda tudi jaz sem rekla, da ne bom sama in sem si danes pripravila kar 2. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, se slišimo. Z mano sta Urban Pip in pa Tarik, pomagaj mi Velič, sem lepo rekla, ne? Oba dva rokometaša RK Gorenje Velenje. Kak imate slogan? Črno-rumeno kot eno. Bravo, evo pa, zdaj smo se pa že naučili. Zdaj, fanta, vidva sta prišla k meni na obisk, malo na kavo, malo na čaj, ali sta mi prišla še kaj ekstra povedati? Prišla se tudi povabiti na tekmo v četrtek. Čakaj. Probi zdaj. Prišla se tudi povabiti na tekmo jutri. Tak, zdaj te pa malo bolj slišimo. Vi imate tekmo zdaj v bistvu kar v A skupini, ker ste v A skupini zasegli v bistvu 2. mesto. Zdaj, tako bom rekla, v zadnji tekmi za Slovenj Gradcem ste sicer zgubili, ampak ste bili po tekmi bojda fejst nasmejani. Zakaj že? Ja, posrečali se nam je, da smo četrti zaključili reden del. Tako da zdaj smo šli kot drugi naprej v play-off. Ampak play-off pomeni kaj, da greste v boj za prvaka? Tako je, vse je še odprto. Koliko točk ste odnesli in s kom boste zdaj v polfinalu? Naprej smo nesli 4 točke v skupino. V skupini A bomo pa igrali proti Slovanu, proti Krki pa proti Loki. Prva tekma je pa jutri že doma proti Krki. Evo, ti si se pa to zdaj tako naučil, kot da bi imel ki napisan, ker jaz sem namreč to napisan, ker sem si mogla napisati, ker je vsaj malo preveč informacij. Tako da v bistvu imate kar pestro, lahko rečem, začnete pa, se pravi, jutri imate tekmo ob kateri uri? Ob 6 v Rdeči dvorani. Ob 6. Prezgodaj, prepozen? Kak je to za vas, Tarik? Jaz bi rekel, da je kar v redu ura, se prav cajt zaključi, lahko tudi po tekmi gremo naprej kaj delati. Tako da ja, meni je v redu, rajško pa da je kaj prepozno. No, to se strinjam s tabo, sploh jaz, ker hodim recimo zgodaj spat in mi je tekme ob 9 zvečer so mi skrajno neprimerne za mene, ampak pustimo, nismo vsi tako jaz. Dejstvo pa je, da bomo mogli pa fejst navijati za vas, ker kaj pomeni, če zmagate recimo zdaj proti Slovanu? Pomeni še nič. Oziroma ne proti Slovanu, se pravičujem, proti Krki zdaj igrate. Sorry. Ja, tudi še nič, le prva tekma končnice, vse bo še odprto, zmagati bomo mogli še kakšno tekmo do konca, tako da nam še nič odločeno. Urban, pa misliš, da bo šlo, zdaj se veš, državni prvaki ste aktualni, smo lahko še enkrat? Lahko. Mislim, da zdaj jaz vem, da vi ste za v bistvu tisti, ki ste igrali v zadnjem državnem prvenstvu, ste dobili tudi ponije. Ne? Zdaj pa goni poni, ali boste, kaj, kondicijski treningi torej potekajo s ponijem po Velenju, ali kako imate zdaj to? Ne, to ne, smo jih pa res dobili, ja, kot obljuba sponzorja. Ja, super. Zdaj, Pip, najprej bom imela tebe na tapeti. Tebe malo bolj poznam, Tarik, ti mi boš mogel pa malo več stvari povedati o sebi. Zdaj, ti igraš na večjih pozicijah, bo jesi vse stranski tako ženska. Na katerih pozicijah torej? Levičar sem, tako da igram desnega beka in desno krilo. Zdaj, pridružil si se pa v Velenju sezono 2022-2023? Ja, tako je, že 3. let. Dobili pa smo tudi informacijo, da po letošnji sezoni Velenje zapuščaš. Ja, imate pravo informacijo. Na Madžarsko grem igrati v Čurgo. Jaz ti bom ugasnila mikrofon, zaradi tega, ker jaz ti povem, da brez veze, da hodiš na Madžarsko, ker languš redi, paprikaš tudi. Tako da jaz mislim, da boljš, da ostaneš v Velenju, ker se veš, Velenje, ta prav luft, tekme, to je to, goni ponije, lej, ni da ni. Zdaj, Tarik, ti pa si tudi desni zunanji. Tako. Kaj imate, pa same levičarje pri vas? Nas so poslali tule danes. Tarik, koliko časa si pa ti v klubu? Jaz sem v klubu pa že, to mi je 6. leto, torej poletja 2019 sem prišel v Slovenijo, v Velenje. Vmes sem bil še 2 sezoni nazaj, sem bil v Slovenj Gradcu na posoji 1 sezono, drugače sem pa drugi cajt sem skozi v Velenju. Ampak kako to zgleda?
da te dajo na posojo. Mislim, ker jaz te lahko posodim 100 evrov, ne? Pa ni nujno, da mi jih boš dal nazaj. Zdaj, igralca pa če posodijo, pa moraš priti nazaj, ali lahko tudi ostaneš kje drugje. Pa načeloma ni nujno, da se pride nazaj, odvisno od situacije. Se pravi, isto kot pri denarju, hočeš reči. Jaz sem bil tih 100 evrov, tako rečem. Aha, ok, super. Ja, mislim, glej, super 100 evrov si bil, ne? Če so jih Velenje dobili nazaj. Tako, ja. Dej mi še povej, kaj lahko od tebe pričakujemo zdaj recimo na jutrišnji tekmi? Lahko pričakujemo, da vam da vse od sebe, da zmagamo Krko in da si s to zmago naredimo, bi rekel, en velik korak za plasiranje naprej v polfinale. Ja, kdo si najbolj želi v polfinale in potem v finale? Mi, Gorenje. Mi? Rokometni klub Gorenje, Velenje. Tako. Kak imamo slogan? Črno-rumeno kot eno. Pa dobro, zdaj če se pa naučimo še himno za 5, pa jaz mislim, da bo vaš direktor super ponosen. Naslednjič, ko pridemo. Lej, mal kiča mora biti. Dajmo zdaj en komad, pa se potem vrnemo kmalu nazaj, da povemo še kako pikantno stvar o vas. A prav? Prav. Evo, takole, vi ste še vedno na Radio Fantasy, z vami pa sem Šuši. In ker Jankota nisem si pripeljala v studio tudi rokometaše RK Gorenje Velenje, z mano sta Urban Pip in pa Tarik Velič. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Zdaj pa se tebe, Urban, malo bolj sliši. Tak si nežen glasek imaš, da se te na mikrofonu ni nič slišala, veš kaj je to. Ampak, da mi pa sam nekaj povej. A ti kdaj čuješ, kak se dvorana dere, ko daš gol? Ja. Kak? Pip, pip, hura. Ja, pip, 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 tekle se dere po dvorani. Tarik, za tebe si še moramo nekaj izmisliti, da ne bomo sam ploskali pa žvižgali. Vsi bomo že neki. No, danes imamo idealno priložnost. Hotela sem pa povedati, da rokometaša sta danes z mano. Zakaj? Jutri vaju čaka kar ena od pomembnejših tekem, ker namreč ste ponovno v boju za naslov prvaka. Kakšna tekma nas čaka, pa kdaj točno in kje? Ja, prva tekma končnice. Igramo s Krko doma v Rdeči dvorani ob 6. popoldne. Torej, jutri smo v Velenju, spremljamo, pa fejs navijamo. Špilamo s Krko, smo rekli. Pol pa čaka še na... Pol pa imamo naprej še Loko pa Slovan. Pa 2 kroga tekmovanja sta še v skupini, tako da in doma in v gosteh se igra. Pa boste sfurali? Mislim... Mogli bomo. Točno tako. Ne vpraša nas nobene. To razumem. Sem pa zadnjič zvedla, no, ko sta bila tukaj oba golmana. Skok je baje zdaj pek postal, ne? Je res. Ja. Koliko kruha vidva, kaj pojeta? Pož. Dobro, sej oglikovi hidrati pa to je kao v redu v zmernih količinah, ne? Pretiravamo ne, še zmer, kljub temu, da imamo peka v ekipi. Dobro, sej imate pol tudi kak jabolčni sok, ne? To pa Taletovič prispeva. Kaj pa vidva potem prispevata k ekipi? Mislim, zdaj, če že trgujete s temi dobrinami? Ja, jaz lahko prinesem kdaj čili pipo make. Čili pipo. A tegaj sem si? Mislim, jaz jih ne jem, ampak... Sam delaš? Ne, od očeta bratranc. Ok. Škofje Loke. Top. Tarik, kaj pa lahko tebe pričakujemo? Jaz nimam nič kaj tako brandirano. Jaz kako baklavo naredim, pa počastim ekipo, pa kaj podobnega. Tako da... Drage dame. Tarika si še samski? Samski. Tarik je samski, zna narediti odlično baklavo, sicer je še ni prinesel, da bi jo lahko koštali in preverili, ampak Tarik, preverjeno. Domača naloga za naslednjič je, da prineseš baklavo izpod tvojih rok, Pip, ti boš pa snemo, kak jo bo delo, ker hočemo imeti dokaz. Zmenjeno, v redu. Lahko se pa zvemo tak. Če smo že jutri slučajno glih na tekmi skupaj, ne, imaš dan sigurno čas, da bi naredil baklavo za jutrišnjo zmago, ker pričakujem, da Krka bo podlegla. Tak je plan, ja, ampak... Ne smemo o planu preveč govoriti, ne? Ja, pa da bi se moramo mi pripraviti na tekmo, moramo biti fokusirani
ni lih pravi caj za delati baklavo. Aha, smo že tekmo. pri izgovorih. No, drage dame, Tarik ima zelo veliko izgovorov, tako da mogoče z baklavo počakamo, da ga je drugič. Ampak, ok, kakšna je recimo prehrana pred tekmo? Ali pa recimo prehrana, fizične aktivnosti, mentalno, kako se pripravljate na eno izmed takšnih pomembnih tekem, ker lansko leto ste osvojili naziv, letos ste zopet v boju. Sigurno ni enostavno. Ni enostavno, ne. Mislim, moj ritual je, da jem neke oglikove hidrate, neke makarone, testenine pred tekmo, zjutraj jajca. Kakšna jajca na oko? Na oko, umešana? pečena, na oko. Na oko. To je moj ritual na dan tekme. Kakšna meditacija? Ne, to pa ne. Ne? Kava edin s soigravci, Aha, ok, to je tista meditacija. recimo temu tako. Kavico imamo rutinirano. Tarik, kako se pa ti pripraviš kaj na tekmo? Pa, odvisno, nimam neke striktne rutine, katere bi se držal, ampak načeloma tek neka dobra hrana, nekaj, da se fajn najem, da me drži. Tako smo rekli, kavica, pa jaz dost muzike recimo poslušam, da se spravim v neki pravi headspace. In mislim, da je to v glavnem to, pač fokus. Zdaj verjetno ne poslušaš glih kakega hausiča, ne? Ja, Imaš neki bolj bolj na hard. bolj rock, rap, take, da se malo z glavo trese, da se pripravi. To pomeni, da te lahko kdaj pričakujemo na mest na rokometnem parketu tudi s kako kitaro v roki ali pa nekje z mikrofonom, yo, srofi žov, check the flow, oh no. Fun fact, sem lih kupil kitaro par tednov nazaj, nisem še kaj zasviral, ampak sem jo kupil, tu je. Dobro, lej se tudi loto srečko moraš kupiti, a veš, da lahko kaj zadaneš. Ne? Tako. Ok, Tarik, mogoče rabiš kakšne inštrukcije pri igranju kitare, kakšno si sploh kupil, klasično, električno? Klasično. Klasično. Akustično. Akustično to. To, ja. Okay. Inštrukcije bi bile, sigurno bi pomagale, ja. No, ok, za Tarika iščemo morda dekle, ki ga lahko nauči tudi igranja kitare. Lej, malo ženitne posredovalnice vmes more biti. Po inštrukcijah je pa baklava za nagrado. Pa je to. V glavnem, pekočo baklavo bomo imeli jutri na igrišču Rdeče dvorane, ko se bo RK Gorenje Velenje borilo proti Krki in sicer držimo pesti za zmago in da bodo naši fantje šli ponovno po lanskih stopničkah in osvojili naslov prvakov. Zdaj, draga fanta, nam se čas žal izteka. Vseeno, najlepša hvala, ker sta prišla. Bosta prišla še kdaj, preden ti pobegneš predvsem? Pip. Z veseljem. Z veseljem, res je. No, prosim lepo, veste, kaj morate prinesti potem zraven? Prnesa. Vse vemo. Odlično, jaz sem to dala za kofe pa za čaj, tako da prosim lepo. V glavnem, jutri se vidimo v Rdeči dvorani ob 6, ko Gorenje Velenje, pa lahko rečem, da bo premagal Krko. Adijo, fajn se imejta, fanta. Dio, srečno. Adijo. Radio